nežno pozdravljeni. Kaj ste danes zjutraj najprej naredili, ko ste se zbudili? No, večina ljudi gre najprej lulat, potem pa si grejo umiti zobe. Škoda, ne? Zakaj? Zjutraj so naša usta v takem enem posebnem stanju in zelo pomembno je, kaj najprej date v usta, kajti vsaka stvar, to nas učijo vsi nutricisti, svetovalci za zdrav življenjski slog. Vsi učijo, da tisto, kar zjutraj najprej poješ, je zelo močno, ima torej še večji učinek. Zdaj si pa predstavljate, če je prva stvar, ki jo date v usta, zobna ščetka, ki ima gor fajn namazano zobno pasto, ki je polna takih in drugačnih stvari, kar ste jo kupili, ki je bila pač najbolj poceni. Grozljivo, kaj ne da? Kaj vsebujejo navadne zobne paste in kako lahko za ustno higieno skrbimo na povsem naraven način? Za tistimi sestavinami, ki jih pa dam roko v to, pa doma jih imate. No, o tem bomo danes govorili. Vse to bomo danes raziskovali. V svoji družbi pa pozdravljam gospo Marijo Kčevar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Predvsem pa hvala lepa, ker ste pripravili toliko različnih stvari, zato da približava naraven način našim gledalcem v njihov dom, da bojo na naraven način skrbeli za dober zadah, za zdrave dlesni, za ustno higieno nasploh. Za začetek pa, kaj se sicer nahvaja oziroma nahaja v zobni pasti, taki čistovni, navadni, ta pocenski, ki jo kupimo v katerikoli trgovini? Ja, zobne paste so v glavnem narejene za to, da razkužijo zobe, da jih očistijo. In od začetka so bile res samo dišavne pa na osnovi gline in so očistile naše zobe, ampak kasneje so začeli pobijati mikrobe in zdaj je treba vse pobiti. In zadnje čase dajo noter zelo hude strupe, tudi take, ki jih uporabljajo kot pesticide in insekticide. In tako, tega res ne želimo imeti. Zelo pomembno je, tako kot ste rekli, kaj damo prvo v usta. In ker ti tisto bo dalo informacijo telesu. In zato najboljše, da damo nekaj mehkega, to pomeni vodo, čisto vodo. Najprej zjutraj spijemo eno dobre pol litra čiste vode, mlačne po možnosti. Mlačne? Nikakor ne, mrzle, nikakor. In potem šele se pogovarjamo naprej. In seveda očistimo zobe. Zobna krtačka je še zmeraj naš dober prijatelj. Ampak moramo se spomniti, da ni bila vedno taka zobna krtačka, kot je danes. Ampak da so včasih ljudje to delali iz lesa, iz raznih koreninic, iz vejic, tako kot tale tukaj, ta je iz arabskega sveta, to je zelo priljubljena, diši po hrenu in so tole malo prežvečali in potem se tale razpre in postane krtačka in so si s tem očistili zobe. Ta tudi odlično dezinficira zobe. Lahko probam? Lahko probate, seveda. Ampak niso si umivali zob tako, kot mi danes, ko se krtačimo nekaj časa, ampak so po vsaki jedi malo tole prežvekovali, takole krtačko. Zjutraj so si pa najprej očistili usta. Pravi, ne tako, samo žvečeli so. Ja, žvečeli in potem pa tudi takole, ja, tudi. In s tem se lepo masirajo dlesni in se zobje obelijo, očistijo, ampak ne poškodujemo dlesni. Kajti ta snov, ki jo izloča, ni jedka. Ampak zelo pomembno si je zjutraj očistiti jezik, očistiti ustno votlino. In zato so, recimo v ajurvedi, uporabljajo takole strgalko za jezik, dajo usta in lepo postrgajo nežno po jeziku. A ne bi demonstrirali? Ja, kaj? To ni tako, kot na slikah vidite, ko nekdo stegne jezik ven in potem zdrgne, ampak date usta in takole in ostane tukaj belo. Sam takole? Čist nežno, ja. In zjutraj je polno te obloge. Ampak takrat, ko sem jaz prvič slišala za čiščenje jezika, še teh pripomočkov ni bilo pri nas. Bakar je dober, ne? Ja, bakar je zelo fajn, drugač pa katerakoli nerjaveča kovina. Takrat smo uporabljali navadno čajno žličko. Evo, tole žličko jaz uporabljam že 35 let. Od takrat, ko sem prvič to žličko. In zanimivo je, da takrat res sem opazila, da imam veliko blok v ustih, na jeziku. In od takrat naprej, moram potrkati, so se moja prehladna obolenja zmanjšala za 80%. Se pravi, zaradi tega, ko ste si jezik zjutraj čistili? Samo to je bila edina razlika.
In to je trajalo 5 let, potem sem postala vegetarijanca in tako naprej, potem se je zdravje še izboljšalo, ampak učinki so bili neverjetni. Tako da večina mojih problemov z grlom, z anginami, z nosno votlino je izginila takrat, ko sem si začela vsako jutro prav tole žličko čistiti. Vsak jo ima doma, tako žlico, vsak jo ima doma. Ne jo začne uporabljati še za jezik, ne samo za jogurt ali pa ne vem. Sicer je treba poiskati pravo, da ni preostra, da se ne boste ranili, pa tudi, da ni preveč okroglasta, da tista pol ne učinkuje. Ampak vmes smo pa dobili tudi takele pripomočke, ki so ravno prav. Prodajajo jih v raznih ezoteričnih trgovinah ali pa mogoče celo kakšen somnolabor. V glavnem trgovine zdravo hrano to imajo. Tako, to je prva stvar, ki jo naredite zjutraj. Potem šele pride na vrsto zobna krtačka. Jezik! Zdaj smo si, se pravi po vodi jezik. Po vodi. Lahko tudi pred vodo. Ampak še vedno si usta izpiramo z vodo. Z vodo, ok. Odlično. In potem pa lekcija sprejeta. Naprej. Potem lahko kaj spijemo, recimo tako kot takle čaj. Sem naredila čaj iz ingverja in klinčkov. Ja, je močan. Kaj pa na zdravje pa to? Aha, ok. Na zdravje, na smeh. Da bomo imeli nasmešek za $1 milijon, pravijo. Že da Jurija bi bilo v redu. Že je kar v redu tale čaj, ampak bistveno je to, da sestavine, recimo ingver, ki osveži telo in ga ogreje zjutraj, še posebej zdaj, ko prihaja čas prehladov. In pa klinčki, ki delujejo po eni strani protimikrobno, po drugi strani pa preprečijo razmnoževanje bakterij v ustih in pa, če nas kje boli, če imamo vnete dlesni ali pa krvaveče dlesni, afte v ustih, vsa take stvari, klinčki, takle čaj klinčkov počasi to ublaži in ozdravi. Dejansko, veliko hitreje bomo. Tako, če je pa zelo hudo, pa da je še kakšno hujše vnetje zraven, bomo pa žvečali klinčke. Lepo, namesto čigumija, dve nageljnovi žbici v usta in jih počasi najprej malo valamo po ustih, potem pa, ko se zmehčajo, malo prežvečimo, ker zelo pečejo, če bi jih hotele kar takoj požvečiti. Ampak to je namesto čigumija veliko bolj zdravo. Se pravi, ne rabimo unih zobnih ščetk, zdaj novih, pa baterijskih, pa ne vem kakšnih z ultra, ne vem kakimi vibracijami, pa vse te drage zobne ščetke, ki so zdaj na trgu, ne rabimo. Lejte, v bistvu ne, ampak jaz razumem, da danes je prehrana človeka malo drugačna, kot je bila nekoč. Jemo zelo veliko rafiniranih živil, veliko moke, veliko belega sladkorja in to povzroča še več, po eni strani oslabi zobe, zato ker jih ne uporabljamo dovolj za žvečenje, po drugi strani pa pusti še več oblog. In zato je fino, da imamo kakšno dobro zobno prho, to je odlična stvar. Zobna prha, ker pride vse kotičke tudi skrite tam, kamor ščetka ne more, in pa zobna nitka. To je tudi zelo priročno, še posebej po jedi, če nam kaj ostane, da se ne mučimo preveč z zobotrebci, ker se lahko ranimo, medtem ko zobna nitka je tle veliko bolj varna. Tako da to so še vedno pripomočki, ki so v redu. Ampak boste videli, če boste nekaj časa žvečali klinčke, se obloge v ustih ne bojo več toliko delale, se bojo mnogo manj. Ja, mnogo manj. In če to delate vsak dan, recimo 2-krat po 1-2 nageljnovi žbici, potem se počasi umaknejo vsa tista vnetja, ki so bila v ustih, kakšne zastarani granolomi, občutljivi zobje, občutljive dlesni, ušesa. Vse to se počasi pozdravi in v nekaj mesecih je zdravstveno stanje naših ust mnogo drugačno. In vsi imamo to doma, sploh zdaj, ko se bo začel kuhan vid delati, ne? Tako da dajmo uporabiti te klinčke še bolj. Veste, kaj jaz pravim? Znanje je naša najboljša zdravstvena zaščita. Ja, prav gotovo. Odlična preventivna zaščita, vsi imamo to doma in stran za prepričanjem, da rabiš imeti ne vem koliko denarja za to, da bi bil zdrav. Sam pamet je treba vključiti. Tako, pa včasih tudi kakšne stvari, ki jih imamo doma. Recimo, danes sem še malo prebrala tele meliso, meto, majaronček po vrtu,
zadnje, kar je ostalo. Vse to so že zelišča, ki niso samo fina za v čaj ali pa za v potico, ampak so zelo fajn za žvečiti. Tudi pojedi, sploh pa, če mislite, da ste pojedli nekaj tazga, kar vam hoče obležati v želodcu, lepo trgate listek ali dva in jih žvečite. To je odličen čigumi in potem, ko vam okus ni več všeč, vržete stran. In s tem tudi do neke mere razkužite ustno votlino, poplaknete vse tisto, kar ste prej pojedli, da se usta očistijo, imate prijeten dih in pa tudi v želodcu. Zdaj sem pa pripravljena, da se lahko začneva ljubčkati. No, to je še ena prednost. Če greste na randi zvečer, je to dobrodošlo. V Indiji zelo pogosto žvečijo takele plodičke kardamoma. In kadar gremo na pot v Indijo, to vedno prvo kupimo kardamom. Kardamom je odličnega okusa in tudi je zelo, zelo primeren za preprečiti kakšne infekcije, še posebej kakšne amebe, tam je v vodi marsikaj. In pa vedno žvečijo kardamom po jedi, ker lepo diši, spet imamo potem prijeten dih. Se lahko ljubčkamo? Ja, in pa zaščitimo zobe pred, tako kot pri nas pravijo, da je treba čigumi žvečiti, da se očistijo zobe, čeprav jaz v to glih ne verjamem, ampak kardamom dejansko počisti naša usta in te zrnčke, ki so noter, lahko pojemo. Lahko pogotnemo in potem še v želodcu ima odličen okus, izboljša prebavljivost in pa prepreči razna vnetja in pa razvoj ameb. Kaj vas v ljubko? V ljubka pa proč vržete. In tudi, če to vržete na tla nekam zunaj, to ne bo onesnaževanje, ampak se bo lepo... Pri čigumijo pa bo rabo koliko let? Ja, kar precej let, tisti plastičen ovojček, da se razgradi. Pa še nekaj imajo navado v Indiji, kar je tudi pri nas nekoč bilo. Imamo tukaj janež in kumino. Po jedi, kadar imamo občutljiv želodec ali pa kadar imamo kakšen prehlad, je zelo fino žvečiti eno čajno žličko, takole mešanice kumine in janeža. To že poznamo, baby čaj, a ne? A res? No, bom, jaz bom. No. Sicer oni to še prepražijo, kar je še boljši, potem to manj grenko pa manj peče, ampak tudi takole je zelo dobrega... Ne, tako hudo ne bo pekel, ampak... Lahko si premislite zdaj še. Ampak to res odlično očisti ustno votlino, grlo in izboljša prebavljivost hrane. A to pogoltnem? Ja, lahko, ja, seveda, to je vse za pogoltniti. Tle ni nič tako, kar bi stran. Pa še ena stvar je, kadar govorimo o ustni higieni in pa o zdravju zob, vsi ste nekako malo strahom pogledujemo k parodontozi. In tega je danes čedalje več. In odlično sredstvo proti parodontozi so tele muškatni oreščki. A to je to? To je bilo nekoč zelo dragoceno. Dragocena začimba je, da je par volov bilo treba za en takle orešček dati. Kaj? Par volov. Dva vlečna vola. Ja, to ni kar tako. Zato, ker so mislili, da je afrodizijak in ne vem kaj še vse. In iz tega muškatnega oreščka pa naredimo ustno vodico. Preprosto ga naribamo, en orešček, ga prelijemo z 1 litrom vroče vode in pustimo, da se ohladi. In to je to? To je to. Potem pa to vodo precedimo in jo damo v manjše stekleničke, hranimo v hladilniku in vsak dan, kadar mislimo, da si moramo oprati usta, ali pa želimo uporabiti ustno vodico, vzamemo en šluk, se pravi za 1-2 jušni žlici tega čaja, pravzaprav, ga požvrkljamo po ustih in izpljunemo. Izpljunemo. Tako, obvezno izpljuniti. Namreč, muškatni orešček je poleg tega, da res odlično deluje proti parodontozi in ohrani zdravo ustno votlino, pa še marsikaj drugega koristnega počne v našem telesu, ampak zvišuje pritisk. Ljudje, ki imajo visok pritisk, če bi to pogoltnili, bi se jim pritisk še bolj dvignil in to ne bi bilo dobro. Zato rajši priporočam vsem, da to izpljunejo in bo čisto v redu. Tako da vsi... Mava midve en recept danes pripravljen, ne?
Ja, za tale čaj. Za tale čaj. Aha. Krasen čaj. In dajmo pogledati, se pravi liter vode. Tako, liter vroče vode mava, pa ingver. Recimo en takle košček ingverja. Takle košček? Ja. Ok. Ga olupimo, narežemo na koleščke, evo tle noter. Zdaj, če mislite to nesti seboj, pač date v steklenico in zalijete in pa eno takole četrt čajne žličke mletih klinčkov. In pa mletih klinčkov. Če pa nimate zmletih, pa nič za to, uporabite cele, jih pač dajte pol čajne žličke, ker bojo rabili nekaj časa, da se da oddajo v to toplo vodo svoje učinkovine. In to je vse. Pustite, da se ohladi na tako temperaturo, ki je prijetna za pitje in ga lahko pijete. To je to, ne? To je to. Ta ni nič sladkan. Poleti ga lahko še začinite z limono, po zimi pa z medom, ker med greje. In isti recept za enak čaj boste dobili, kadar imate kakšno viroze, kadar imate prehlad, kadar vas glava boli, kadar imate slabo prebavo ali pa vam je slabo, boste vedno pili enak čaj. Da ne boste mislili, a ne, to pa ni tisti čaj, ta je za nekaj drugega. Ingver v kombinaciji s klinčki, pa mogoče z limono, ima mnogotere učinke na telo. Ampak to prvo je tam, kjer ga spijemo, se pravi v ustih ima najmočnejši učinek. Ampak zakaj se je to tukaj razgubilo? Se mi zdi, da včasih so ljudje kar veliko klinčke uporabljali, pa lovor, pa muškatni orešček. Danes pa... Ja, malo se je izgubilo znanje o tem, ker se na srečo spet vrača. Čedalje več je društev, ki se s tem ukvarjajo, predavajo o tem, pišejo. Tle imam tudi eno knjigo, ki piše o zdravilnih močeh. Začim pa lahko pokažem. Jo, seveda. Poznamo tole knjigo Ščepec rešitve. To je prva iz trilogije Ščepcev. In tle noter res piše veliko o teh zdravilnih močeh, začimb. Namreč, kadar uravnavamo svoje zdravje z zelišči, potem ni naš namen, da pobijamo mikrobe, ampak samo, da odvzamemo življenjski prostor tistim mikrobom, ki jih ne želimo imeti v sebi. Ker so tudi take, ki jih želimo imeti. So tudi dobre bakterije, mlečne kislinske bakterije, ki jih nujno potrebujemo. In da kadar uživamo strupe ali pa si zobe umivamo z dokaj zastrupljenimi zobnimi kremami ali pa jemo zdravila, ki so na vse zadnje vendarle strupena za celo črevesno floro, potem te mikrobe tudi pobijemo in si zmanjšamo odpornost. Če pa uporabljamo zelišča za to, potem pa ne. Potem pa samo odvzamemo življenjski prostor tistim, ki jih ne želimo, ostali pa s tem pridobijo več in je naša odpornost boljša. Kako preprosto? Se mi zdi, da je velika razlika boriti se proti ali pa sprejeti in nadgraditi, okrepiti tisto, kar je dobro. Tisto, kar je dobro, ja. In, wow, zelo zanimivo. Imam še tudi, na mojem vrtu so še tudi kar fine, take polne življenja. Tole pa timjan, ne? Mislim, da je majaron, ja. Majaronček, čist marga je še bilo. Tako da vsako izmed teh zelišč ali pa tudi meto lahko žvečite, pojedi ali pa kadarkoli, kadar vam zadiši. In vsako bo pripomogla k boljši kondiciji ustne votline. Drugač pa dava našim gledalcem en izziv danes. Točka moči je zdaj, tako da to morate danes narediti, nič čakati na jutri pa pojutrišnjem. Da par klinčkov si dajo kam v žep ali pa v kako vrečkico majhno in imajo klinčke zmeraj s sabo. Jaz imam vedno ta majhen lonček klinčkov s seboj, to je pač tako, kot imaš vedno robček pa denarnico, tako imam tudi tele nageljnove žbice in jih večkrat se poslužim tega. Tudi če enostavno se slabo počutim ali pa sem malo tako zaspana ali karkoli, dvigne. Klinčki so zelo močan antioksidant in zaradi tega pomagajo in okrepijo telo. Najlepša hvala, gospa Marija. Mi vas bomo še povabili, da boste z nami delili vse te skrivnosti, ki pravzaprav nikoli niso bile skrivnosti, vedno je bilo to znanje, ki nam je bilo odprto. Ampak je bolj pomemben, da si je ena zvezdnica mogoče nog zlomila ali pa kakorkoli. Skratka, dajmo obuditi vsa ta znanja in obujamo jih z vami. Pridružite se nam tudi na Facebooku, Klepet ob kavi, pa Dobra odločitev.
To je tudi ena taka skupina, kjer lahko stisnete svojega všečka in seveda na klepet@kavi.si. Tudi tam smo vam na voljo in tudi tam imamo za vas zanimive informacije. Gospa Marija nam je ravno zdaj napisala en krasen članek, ki ga bo objavili prav tam.